Lep pozdrav v današnji kulturi na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Celje bo ponovno pevsko mesto in obeležuje 80 let mladinskega pevskega festivala. Začetek pa je bila novinarska konferenca. 37. mladinski pevski festival in 28. državno tekmovanje mladinskih zborov v Celju na široko odpira svoja vrata. Tokrat še posebej slovesno, saj v letošnjem letu festival beleži svojo 80-letnico neprekinjenega delovanja. Pevski festival se je rodil na pobudo glasbenega pedagoga, zborovodje in kulturnega organizatorja, pevskega zanesenjaka in vizionarja Jurčeta Vrežeta, ki je 29. junija 1946 na Trgu Svobode, današnjem Trgu celjskih knezov, pred Prothasjevim dvorcem v Celju, združil 85 zborov z nekaj več kot 3000 pevci celjskega okrožja. Hkrati pa letošnji festival obeležuje tudi 100-letnico umetniškega ustvarjanja in 120-letnico rojstva očeta festivala Jurčeta Vrežeta. 24 zbori in 1690 pevci bo Celje od 31. marca do 19. aprila zopet mesto mladinskega petja, številnimi dogodki, začenši 7. aprila z območno revijo otroških zborov občin Celje, Dobrna, Štore in Vojnik, Pesemca, celjske območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 8. aprila slavnostnim uvodnim koncertom ob 80-letnici festivala, s tekmovalnimi koncerti 9. in 10. aprila ter strokovnimi delavnicami z minutkami za pesem po centru Celja. Svojsten bo 11. aprila koncert pred Prothasjevem dvorcu, kot je bil tam pred 80 leti, kot svojevrsten poklon obletnici. Zaključili pa bodo festival 19. aprila s tradicionalnim pevskim sprehodom po starem mestnem jedru ob vseslovenskem dnevu petja srci. Festival bo v jubilejnem letu potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Res je, tako kot so se pred 80 leti še posebej tisto leto po vojnu, kako bo 3000 pevcev prišlo do Celja, kaj bodo jedli, kje bodo, s tem se ukvarjamo še danes, ker zdaj je pač treba šolami skoordinirati, koliko pouka bo odpadlo, kdaj bo tekmovanje in tako naprej, ampak to so na nek način sladki izzivi, dokler imamo tako velik interes, ko ga imamo. 24 zborov najboljših iz cele države, ki bo nastopilo na tekmovalnih odrih, priča v bistvu o tem, kako močna je ta zborovska tradicija, ne glede na to, da zbor trenutno res ni popularna dejavnost, čisto v smislu tega časa, ki je zelo individualistično, v zboru ne more solirati, v zboru mora sodelovati. In zdi se mi, da teh 1690 mladih, ki bo to leto, ko praznujemo 80 let prišlo v Celje, ima v sebi to vrednoto, ki jo moramo nagovoriti tudi kot družba. Se pravi, ja, sami, ampak dajmo sami sabo tekmovati in potem skupaj tekmujemo z izzivi sodobnega časa in eno od teh izzivov je vsekakor tudi to, kako sodelovati. In tu Mladinski pevski festival, tako kot je v vsej svoji zgodovini, zna ponuditi prav odgovor. Tudi v tem, da smo se v sodelovanju povezali številni nacionalne inštitucije, kot sta RTV, Akademija za glasbo, Javni sklad za kulturne dejavnosti, lokalne inštitucije, kot sta Muzej novejše zgodovine Celje, Zavod Celeja Celje, ob osrednji knjižnici, Zgodovinskem arhivu, Mohorjevi družbi, skratka res se nas je veliko povezalo, zato da bi obeležili ta jubilej, ki ni zgolj spomin na nek kulturni dogodek, je tudi spomin na celo vrsto izjemnih in predanih osebnosti z Jurčetom Vrežetom na čelu kot očetom Mladinskega pevskega festivala Celje, ki so vedno znali ravno v teh izzivih časa prepoznavati priložnost tudi za to, kako krepiti kulturno identiteto našega naroda, kako krepiti tiste korenine, na katerih smo pognali in na katerih jaz verjamem, da bomo uspešno in dobro gnali še tudi naprej, dokler se ne pozabimo v tem svojem bistvu. Še posebej pa festival letos zaznamujejo 3 mejniki. Prvi se je zgodil že 31. marca ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Celje. Odprtje razstave ob 80-letnici festivala. Celje poje, Jurče Vreže in Mladinski pevski festival. Avtorice dr. Marije Počivavšek.
Razstava bo v Muzeju novejše zgodovine na ogled do 20. septembra letos. Ta festival je res nekaj neprecenljivega v slovenskem in tudi širšem prostoru. Gre za kontinuirano 80-letno festivalsko dogajanje, ki Celje postavlja resnično na zborovski zemljevid pevskih prestolnic, ne samo Evrope, ampak tudi širšega prostora, geografskega prostora. Ta festival, kot rečeno, se je začel takoj po drugi svetovni vojni 1946. leta na pobudo Jurčeta Vrežeta in traja vse do danes, ko se začenja ravno v teh dneh že 37. festival po vrsti. In ta razstava je nekako poklon vsem tistim številnim ljudem, v glavnem prostovoljcem, organizatorjem, ne samo pevcem, ki jih je bilo seveda največ in so stali v prvih vrstah na odru, ampak vsem tistim ljudem v zakulisju, organizatorjem, članov žirij, ljudem, ki so organizirali spremljevalne dogodke in ne nazadnje tudi številnih Celjanov, ki so na svojih domovih gostili pevce iz drugih držav, iz drugih mest. Tako da po eni strani ta pogled v preteklost, po drugi strani pa tudi poklon vsem, ki danes soustvarjajo ta festival, ki ga prilagajajo duhu časa, duhu današnjega časa in ki na nek način pišejo to zgodbo tudi v prihodnje. Za razstavo je bilo potrebno proučiti kar nekaj gradiva in, kot nam je povedala avtorica razstave, ga je bilo dovolj. Posredovali so ga tudi številni posamezniki. Gradiva je bilo veliko, težko ga je bilo izbrati, zelo sem pa hvaležna in se zahvaljujem vsem tistim, ki so prispevali tudi svoje spomine, ki so mi pomagali s podatki, z informacijami in tudi teh sodelavcev je bilo resnično veliko, in so nesebično delili svoje spomine in svoje vtise. Razstava je tako eden od pomembnih mejnikov letošnjega jubilejnega mladinskega pevskega festivala. Drugi je monografija doktorice Darje Koter z naslovom Naj mladina poje. Jurče Vreže, zbodovodja in vizionar mladinskega pevskega festivala v Celju. Predstavili jo bodo 10. aprila v Muzeju novejše zgodovine v Celju. In kaj jo je pri njenem raziskovanju gradiva najbolj presenetilo? Ja, presenetilo me je to, kako dobro in kako zvesto je vse zapisoval. Vreže je bil izjemno dober tudi v pisanju in vsebinskem pisanju. On ima nepregledno število dokumentov, torej osebnega arhiva, kjer je sam delal zapisnike, opaske, pisma, iz katerih smo razbrali, torej s kom si je dopisoval, kako sta razpravljala, včasih tudi ne strinjala, se zahvaljevala, iskala nove rešitve, nove možnosti razvoja. Skratka, potem tudi kako je nagovarjal skladatelje, kako je organiziral te velike shode glasbenikov, torej zborovodi, seminarije. Potem tudi se mi zdi izjemno pomembno, da je imel ta pedagoški čut do konca in se je zavedal, da slovensko šolstvo mora upoštevati vrednost mladinskega petja, da je, hvala Bogu, še danes močno vpeto v splošno šolstvo v Sloveniji. Kaj vse pa je avtorica knjige pri pisanju te monografije spoznala v Jurčetu Vrežetu? Predvsem bi izpostavila to srčnost. To srčnost, da svoje življenje posvetiš nečemu, za kar ne boš nikoli plačan, ampak boš poplačan s tem, da Slovenija poje. In njegov slogan Naj mladina poje, ki sem ga uporabila tudi za glavni naslov v monografiji, je nekaj, kar absolutno drži. To je dosegel s svojim vizionarstvom, s svojim vztrajanjem, seveda tudi o podpori številnih sodelavcev, ampak njegova ideja, njegova privrženost, njegova sposobnost prepričati
glasbenike, zborovodje, pedagoge, organizatorje, mesto kot tako, gospodarstvo, ki ga je podpiralo. Skratka, to je bil en velik poligon, ki je rodil to zborovstvo v Sloveniji, ne samo v Celju in še nekaj. V Celju je ogromno dobrih zborov in ogromno dobrih zborovodij. In vse to je bila nagrada Jurčetu Vrežetu, da je delo opravil več kot dobro. Kaj pa je doktorico Darjo Koter vodilo pri njenem pisanju? Kakšno je njeno sporočilo bralcem? Ja, sporočilo bralcu je to, ko se lotiš zgodbe o človeku, za katerega veš, da je veliko naredil, je treba poiskati veliko odtenkov njegovega delovanja, vplivov, ki so vplivali nanj, da je to postal, to so učitelji, njegovi vzorniki. Torej vsako delo ima za seboj eno plejado odtenkov, ki jih je potrebno raziskovati in raziskovalci smo radovedni in kadar si radoveden, najdeš tudi pot do cilja. In jaz upam, da je ta pot bogata, kajti Vreže je res en bogat človek. Tudi kot človek je bil zelo bogat in njegovo delovanje izjemno. Zato menim, da je potrebno govoriti in pisati o ljudeh, ki so nam veliko dali in tukaj nikoli ne moremo meriti teh ur, tega sedenja, tega mora biti za vsem tudi en velik entuziazem. Tudi mi raziskovalci moramo biti, ker se nam velikokrat ustavi, ampak moramo iti naprej, ker vemo, da na koncu bo cilj in bomo zadovoljni. Pa se vam morda dozdeva, da je Jurče Vreže morda le malo pozabljen v strokovnih krogih? Zdaj, jaz težko rečem za Celje, ker vendarle nisem Celjanka, ampak sama sem se dolgo ukvarjala tudi z zborovstvom, srednješolskim, in odvedno ga poznam, čeprav se nisva nikoli srečala. Verjamem pa, da spomin bledi in zato je toliko vredneje, se mi zdi, da se je mestna občina Celje, se opravičujem, in seveda Zavod Celja in vsi, ki za tem, in seveda Muzej novejše zgodovine, da so stopili skupaj in si rekli, čas je, da poudarimo pomen Jurčeta Vrežeta za vso to zgodbo in seveda tudi bolj podrobno obelodanimo vseh teh 80 let, ki so prispevali k temu, kjer smo mi danes. In še nekaj, njegovi nasledniki, Jurčetovi, Vrežetovi nasledniki so odlično prepoznali njegovo vrednost. Zato imamo letos tako veliko tekmovanje. Zato bomo zdaj imeli vsako leto tekmovanje, torej državno in potem mednarodno. S tem bo Celje se bo še bolj utrdilo, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v mednarodnem prostoru. In Celje je res pevsko mesto. Tretji pomemben mejnik letošnjega mladinskega pevskega festivala pa je 59-minutni dokumentarni film z naslovom Praznik mladinske pesmi, 80 let mednarodnega mladinskega pevskega festivala v Celju, po scenariju in v režiji Andreja Čatra, v katerem njegov avtor zgodbo festivala naslanja na znamenito fotografijo Josipa Pelikana o prvem festivalu pred 80 leti. Prikazali ga bodo 9. in 13. aprila v mestnem kinu Union. Seveda sem poznal tisto prvo fotografijo Pelikanov iz leta 1946 in ta je fascinantna. 3000 otrok pred Protkazijevem dvorcu, okrog pa razvaline iz zavezniškega bombardiranja, kjer je danes sodišče. Želel sem si predvsem narediti retrospektivo, oživiti to sliko, se pravi jo filmsko prikazati, narediti, skozi film graditi, se pravi skozi vaje, skozi mlade, ki nastopajo in da ponovimo to zadevo, to da ker živimo 80 let kasneje, ker je v Protazijevem dvorcu danes so prostori sodišča in tako naprej, to bilo tudi scenografsko in tako naprej povsem nemogoče narediti. In smo ostali pri temu, da bodo celjski zbori 3 celjskih gimnazij dejansko odpeli eno pesem, slovansko pesem,
Za film smo jo posneli in smo to tudi posneli pred Protazijevim dvorcem in s tem sporočili, ne, da mladost še vedno ostaja, ne, na vse zadnje gre za praznik mladinske pesmi in mladost je bila leta 46, nek optimizem in dajmo biti optimistični še naprej. Kakšno spoznanje pa je Tadeja Čatra pri ustvarjanju tega dokumentarca morda presenetilo? Vidim ga tako, kot ga pravzaprav festivala nisem nikoli videl. No. Jaz, če sem iskren, sem prvič festival zares doživljal skozi oko kamere. Ker na festival, kakor sem že na tiskovni konferenci, sem hodil samo kot otrok, ko so nas iz šole tja vozili, seveda sem bil absolutno proti, smo mulci raj bežali kam drugam. In sem imel do tega festivala en tak drugačen odnos, kakor pa drugi ljudje. In dejansko sem ga šele skozi to snemanje, skozi oko kamere doživel in festival je tak, kakršen je tudi v filmu. Se pravi, ker je film subjektivna stvar, je tudi festival zame neka subjektivna stvar. Kar ogromno gradiva so morali vsi trije avtorji, tako razstave, monografije in dokumentarnega filma prebrskati in proučiti. In kot je bilo že omenjeno, so pri zbiranju gradiva sodelovali številni posamezniki z dokumentacijo ter pričevanji. Pomembno mesto pri tem ima hčerka Jurčeta Vrežeta, Nada Vreže, ki je presrečna, da Mladinski pevski festival v Celju živi in ima, kot kaže, svetlo prihodnost. Presrečna, ker festival po 80 letih še vedno živi. In mislim, da bi tega dejstva bil najbolj vesel tudi moj oče. Sicer pa, ko sem pred slabimi 5 leti pregledovala vse te dokumente, ki so bili v omari, sem nekako sortirala, popisovala, prišla do zaključka, da to mora iti med ljudi. Potem sem najprej poklicala Adriano Požun Pavlović in sem jo vprašala, če bi ona mogoče kaj iz tega želela ustvariti in je bila najprej za stvar. Potem je žal imela neke zdravstvene težave, ampak kljub temu je začela zbirati pričevanja, spomine na očeta in sicer njegovih sodelavcev, njegovih pevk in pevcev, ki so peli v njegovih zborih in to je potem zbrala v tem dokumentu, ki ga imamo tule v enem izvodu, sicer pa je od včeraj naprej na voljo na portalu Kamera. No, potem pa sem zaprosila za obdelavo teh dokumentov gospod Darjo Koter, ki je takoj rekla ja, česar sem bila zelo vesela, no, in to dolgoletno raziskovanje in obdelava teh dokumentov kot enega od virov je rezultat, ki ga držim v roki. To je zdaj ta knjiga, ne. Rada bi se zahvalila tudi gospe Mariji Počevalšek za tole razstavo, ki sem jo šele začela pregledovati, ampak vidim, da je čudovita. Potem tudi Tadeju Čatru za film, ki ga je ustvaril, ki ga bomo videli 9. aprila. Predvsem pa bi rada izrazila veliko hvaležnost vsem, ki so omogočili pogoje za nastanek vsega, kar je nastalo ob tem 80. festivalu, ne. To so pa gospod Deleja, Preložnik, potem gospod Kregar, da nam zdaj koga pozabila, gospa Ozvetič in vsi tisti, ki seveda sodelavci, ki omogočajo, da festival živi. In želim si, da bi živel še dolgo. Med organizatorje letošnjega jubilejnega mladinskega pevskega festivala v Celju se podpisujejo Mestna občina Celje, Zavod Celeja Celje, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Muzej novejše zgodovine Celje. Med podpornike pa še Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, RTV Slovenija in nekatere gospodarske družbe.
Prav Javni sklad za kulturne dejavnosti je eden od pomembnih vsebinskih deležnikov festivala, saj je državno tekmovanje mladinskih pevskih zborov že drugo leto združeno z Mladinskim pevskim festivalom. In kakšen je ta učinek? Ja, učinek je ta, da lahko revija Zagorje, kjer so ostali otroški pevski zbori, in pa festival Celje, kjer so zdaj po novem mladinski pevski zbori, lažje dihata. Zakaj tako rečem? Zaradi tega, ker smo v Zagorju, kjer so prej desetletja gostovali in otroški in mladinski zbori, prerasli po številu zborov z možnosti enega organizatorja in smo s to delitvijo omogočali, da lahko pripravimo 2 prireditvi in vsaka za sebe lepo živi in ima dovolj prostora in dovolj pozornosti za organizacijo. Rekla bi še to, da vsi mladinski zbori, ki prihajajo zdaj v Celje, so nekako logično navezani na Mladinski pevski festival, ki je že desetletja živel in tudi bil zelo, zelo mednarodno prepoznaven. Se mi zdi, da je ta menjava eno leto državno tekmovanje, eno leto pa Mladinski pevski festival ena logična povezava, ki deluje tudi na odraslem zborovstvu z našo pesmijo in tekmovanjem Galus Maribor, tako da imamo zdaj to pošlihtano, bi rekla, ne? Kakšna pa so njena pričakovanja od letošnjega tekmovanja zborov? Po prijavah vidim, da so se prijavili res tisti najbolj kvalitetni zbori iz slovenskih šol in gimnazij. Sicer bi bil prostor še za kakšnega, ampak tisti, ki so, se redno pojavljajo. Veliko mladinskih zborov je nastopil tudi na potujoči muziki lani v Cankarjevem domu, ki gre za čisto drug koncept, gre za množičen koncert boljših zborov izbranih, kjer so tudi prepeli že precej repertoarja, s katerega bojo zdaj črpali tudi za tekmovanje. Srednješolski zbori se mi pa tudi zdi zelo pomembno, da so del tekmovanja, zaradi tega, ker brez mladinskih ni srednješolskih, brez srednješolskih ni univerzitetnih, brez teh ni odraslih zborov in moramo vedno skrbeti, da nam noben gradnik ne pade oziroma da ga ne zmanjka, zato da nam ta mednarodno prepoznavna zborovska uspešnost Slovenije pač ne zamre. Bomo imeli kaj slišati? Ja, jaz sem prepričana, da absolutno ja. Tako na srednješolskih, kot tudi na osnovnošolskih zborih. Mislim, da je zbor tak, da bo vsak, ki bo v dvorani, si napolnil dušo in ušesa. Mihela Jagodic je prepričana, da pesem in petje še vedno združujeta ljudi in da duh Jurčeta Vrežeta, kot ga je zastavil s svojim prvim mladinskim pevskim festivalom, živi naprej in da imamo tudi danes tako srčne ljudi, zborovodje, kot je bil on. Mi imamo še vedno zelo, zelo srčne ljudi, zagnane, izredno sposobne, delujejo pa v zelo drugačnih situacijah. Danes, ko sem slišala na konferenci tiskovni, kako je on po vojni, s kakšno idejo je prišel, vidim, da je bil zelo sodoben, zaradi tega, ker če primerjate z ustanovitvijo Evropske zborovske zveze po vojni, je bila točno ta z glasbo združevati tam ljudi, ki so bili na nasprotnih straneh, Nemci, Francozi in tako naprej in so poskusili združevati ljudi iz različnih držav. Rekli so tako, če skupaj lahko jemo, spimo in pojemo, potem bo sigurno čez nekaj let svet lepši, ker se bomo lažje razumeli, lažje bomo živeli skupaj. In tudi on je zdravil neke povojne rane s tem skupnim petjem, z družabnostjo, z umetnostjo in ta skupnost in umetnost sta se pa že prek toliko raziskav pokazala kot 2 gradnika ene zdrave in lepe družbe. Letošnji jubilejni Mladinski pevski festival pa bo uresničil dolgoletno željo in ne nazadnje tudi odločitev o podelitvi posebne Vrežetove nagrade za najboljši zbor, ki jo bo podelila Mestna občina Celje. Leta 1989 je mestni svet takratne celjske občine sklenil, da bo v spomin na Vrežeta in na to bogato zapuščino festivala podeljeval Vrežetovo nagrado. Res, da je nekaj časa trajalo, ampak leta 2026 ob jubileju bomo podelili prvič najboljšemu zboru tekmovanja, tako državnega kot drugo leto mednarodnega in tako naprej na vseh prihodnjih tekmovanjih. Gre pa za finančno nagrado, ki jo podeljuje Mestna občina Celje.
Letošnji jubilejni mladinski pevski festival v Celju bo ob svoji 80-letnici zagotovo posebno doživetje. Poleg že omenjenega bo svojstven že njegov slavnostni uvodni koncert 8. aprila ob 18. uri v dvorani Kajuh na Prvi gimnaziji v Celju. Z nastopom Združenih mladinskih zborov celjskih osnovnih in srednjih šol ter simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Simona Dvoršaka. S krstno izvedbo otroške kantate Kje je Tina in kantate za mir Matevža Gorčiča. Na sam praznik mestne občine Celje 11. aprila pa bo na Trgu celjskih knezov edinstven pevski poklon mestu, ko bo 641 mladih pevk in pevcev ob spremljavi pihalnega orkestra Glasbene šole Celje poustvarilo program prvega festivala, ki je leta 1946 pred kuliso Prothasjevega dvorca na pobudo Jurčeta Vržeta združil več kot 3000 pevcev iz Celja in okolice. Eno od ključnih idej letošnjega praznovanja je to, da pa v prvi vrsti povežemo lokalno skupnost, torej Celje, celjske osnovne, srednje šole, njihove zbore in tako bosta in na uvodnem koncertu 8. aprila in 11. aprila na prazniku mladinskega petja v Celju nastopila združena zbora celjskih osnovnih in srednjih šol in Glasbene šole Celje, tako da bomo poustvarili res to legendarno fotografijo iz leta 1946, ko je 3000 pevcev stalo pred Prothasjevim dvorcem in zapelo te tri skladbe, ki jih bomo peli ponovno 11. aprila o prazniku mestne občine Celje in spomin na 80-letnico festivala. Zanimiv je varnostni izziv, torej podobnih dimenzij oder bo letos komaj po varnostnih kriterijih gostil 600 plus pevcev, takrat se jih je gor nabral 3000, ne vem kako je me to spel, dobro, da se ni zrušil, seveda se tudi letošnji ne bo in verjamem, da bo to tudi dobra popotnica, da festival popeljamo v nadaljnih 80 leti s programom iz leta 1946, ukrepljenim z programom iz lanskega zborovskega buma, ko smo ponovno eno tako množično petje organizirali v dvorani Zlatorog v Celju, ki je gostila več kot 5000 pevcev. In zagotovo bo ta dogodek še prav posebej nekaj posebnega. To bo zagotovo, tako da res so vljudno vabljeni, da se zberemo 11. aprila ob 18. uri na Trgu celjskih knezov. Letošnji mladinski pevski festival je tako v Celju na široko odprl svoja vrata in o njem bomo še slišali, pa tudi poročali. Toliko v današnji oddaji Minuta za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnjič.